Pa imaš vprašanje klene, ko imamo mi dva vedno ta resnica, dobro, znanost, kaj je res. Jaz mislim, da je to ful bolj pomembno, ne? Se pravi, to, kar je dobro. Ja, sama, kaj pa je zdaj pa prideš cel krog nazaj in ko se ti sprašuješ, kaj je dobro, pa kaj je slabo, ne? Se pravi, to je ta tvoja, da vse izhaja iz morale. Kaj te pa zdaj zanima? Zanima te, kaj je res. Zato, ker je... Točno za to vprašanje. A veš, zakaj te zanima, kaj je res? Ja, zanima te resnica. Ne. A je dobro res, le si že v svojem govoru tako rečeš. Ne, se nisem rekel, a je dobro res. No, sej jaz sem tako rekel, ker sem se vprašal. A je dobro res, sam to ne razumem. Oziroma, a je to res dobro? Ne, če mi dva rečeva. A je to, da je prva celica šla proti hrani, a je to res dobro? Kaj, če je to slabo bilo, koliko trpljenja imamo danes, kaj je prva celica šla do... To je res, Mislim, vse lahko pol dvomaš. Vse lahko pol dvomaš, a je res dobro, ne? Ker lahko se na dosti dolgi časovni premici izkaže, da je slabo bilo to, ne? Tako? Ja, recimo zdaj, a veš, mi dva lahko hita rečeva, a je dobro pobiti vse Azice, recimo, ne? Ja. In mi dva hiter prijav do zaključka, to je slabo. Moralno. Ja. Po mojem sploh ne bi razmišljala veliko časa. Ne? Ampak, če bi se ti spustil to noter, pa kaj bo čez milijon let, pa kaj se, a veš, vse te probability, lahko se enkrat izkaže, da je bilo to najboljš možno. To je v bistvu to, to je mislim, tudi vprašanje v filozofiji, če bi imel možnost iti nazaj, a bi ubil dojenčka Hitlerja. Okay, ja. Ne? Ker moraš... A bi ga? Ker moraš ubiti dojenčka, to je zelo nemoralno. Ampak pol veš, kaj so vsi te dogodki naredili, pa že mal podvomaš, a bi bilo to res toliko slabo. Zato je to vprašanje dobro versus resnica, se jaz bolj nagibam, da nas zanima, kaj je res, ne kaj je dobro. Ampak samo zato, ti verjameš v to, zato ker je dostikrat resnica linkana z dobrim. Ne, velikrat je slabim, ampak ljudje imajo zelo veliko potrebo po tem, da vejo resnico. Kdaj je recimo slabim linkana? A spomniš tega na Netflixu, tega dokumentarca, pa ne vem zdaj, kako je naslov, ko sta te dva dvojčka, brata, oziroma tako je, pač ena zgodba je, ko je mama svoja dva otroka je prodajala za spolne usluge, ne, v pedofilijo. Sprav, njuna mama je bila pedofil. In eden od teh dveh bratov je potem imel nesrečo in je izgubil spomin. In se ni nič več spomnil. Sprav, samo on drug se je spomnil še vse, kaj se je dogajalo. Ne? In potem v bistvu vidiš to trpljenje, ko on ne ve, kaj se je v resnici dogajalo. In on kljub temu, da že sluti, da se je pač nekaj slabega dogajalo, ne? Pa tudi brat mu pove, ne vem, da so ga zlorabljali kot majhnega otroka, on vsem reče, jaz bi vsem rad vedel resnico, daj mi prosim povej, kaj je bilo. In tukaj vidiš, da je linkano na slabo, ne? Ti tudi kljub temu, da veš, da te bo mogoče to bolel, raje veš, kaj je resnica. In jaz tudi mislim, da v parih, ne, kjer je varanje, po moje je če bi naredil raziskavo, zdaj med 1000 pari, pa bi rekel, bi ti rajši vedel, da če te tvoj partner vara, bi po moje več ljudi rekli, ja, meni je bolj pomembna resnica, kakor to, da jaz ne vem, da me vara, ker je dober, da to ne vem. Ja. S tem mislim to. Lahko si zaveden, ne? A veš, lahko ti misliš, da veš, kaj je zate dober, ne? Strinjam, ti lahko misliš, kaj je zate dober. Ok, zdaj imamo pa primer tega brata, ki si rekel, ne? Ni bilo tako, da je bil on čist ignorant glede tega. On je nekaj že slutil. A veš, ona dva sta našla nekaj. Tisto fotografijo, ja. A veš, tukaj si že v grey area. Nisi tako, on je čist neveden, pa čist hočem resnico. Ni bilo tako, ne? No sej, in tukaj je to že, a veš, vseeno on hoče resnico, ta potreba po resnici, kaj je res. Zato, ker je slutil. Če pa ne bi slutil, pa on ne bi trpel. Ja? Se strinjaš? Ja. Se pravi, on ne bi vedel, da je bil kadarkoli zlorabljen, ne bi slutil nič, popolnoma nikoli več v življenju ne bi o tem razmišljal. Klemen, lahko vzameš 1000 parov,
kjer jim daš na začetku vprašanje, a si srečen v svojem razmerju, in vzameš samo one, ki so absolutno srečni. Tako, absolutno smo srečni. Potem daš pa vprašanje, imamo 100% pač odgovor na vprašanje, če vas partner vara. Jaz mislim, da tudi vsi, ki so zelo, da ne vejo, vse se jim zdi na prvi pogled popolno v njihovem razmerju in to jim predstavlja pač največjo srečo v življenju, po mojem bi večina rekla, ja, dajte mi to povedati. To ni dokaz, da je moralno boljš vedeti. To je samo anketa, kaj večina ljudi izbere. Tako, in jaz mislim, da večina bi izbrala resnico. Zdaj, ta želja po resnici mislim, da je to velika. S tem nisi dokazal, kaj je zares boljš. A veš kaj, ti si sam rekel, ne, jaz mislim, da to, kaj je zares boljš. Jaz tukaj v tej najni debati bolj zagovarjam samo to, da kot človek hočeš vedeti, kaj je res. Ne pa to, kaj je dobro. Tudi hočeš vedeti, kaj je dobro. Ampak mislim, da resnica predstavlja višjo vrednost ti predstavlja v življenju. Kakor to, kaj je dobro. Absolutno se ne strinjam s tem. Okay. Po moje bi mogel samo malo razmisliti ali pa malo miselnih eksperimentov narediti, da si dokažeš, da to ni res. Se pravi, da je večjo vrednost, kaj je dobro, kakor kaj je res. Ja. Recimo primer bi bil, Matrix sva enkrat že govorila, ampak recimo dam bolj čist primer, tak laboratorijski. Mučimo te do konca, ne do konca tvojih dni, mučimo te forever. Nikoli se ne konča mučenje in to mučenje je najmočnejše mučenje, kar lahko ti zaznavaš, ampak je to resnica. Ne. To, kar se ti dogaja, je slabo. To ni resnica. Sej je slabo. To se ti res dogaja. Ja. In to je slabo. Poglej. Valjda boš v tej izbiri boš izbral, ne hočem, da se to čim prej konča, meni je boljš, da me ne mučite. Nisem končal še eksperimenta, počakaj. To je ena opcija. Ena opcija, mučijo te, ampak je to base reality. To je reality. Ja. V tisti resničnosti, ta pravi resničnosti, nička, ti trpiš neskončno. Ja, razumem to. Ja. Lahko pa ti damo gor VR, boš pa živel tako, kot zdaj živiš. Ja. Ali pa še bolj bom našponil. Ta VR ti bo pričaral najboljše užitke, najboljša nebesa, ker si sploh lahko predstavljaš, v obratno smer kot prej, ne? Ampak je to VR. Ja. Ok, zdaj pa te jaz za 1 sekundo ven potegnem iz tega. Občutil si uno. Ja. Oboje si občutil. Zdaj se jaz potegnem ven in te rečem, zadnji odgovor. Kaj boš izbral? Če te dam v VR, boš zgubil spomin, ampak boš užival. In zdaj ti bi mogel meni dati claim, da bi ti izbral unotrpljenje. Ne, a veš kaj si ti zdaj s tem? Zdaj sem v bistvu, ko si mi še to po moje tretjič povedal, vem, kje je zdaj srž. Ti, ko mi daš ta primer, mi daš na izbiro, da jaz izberem med slabim pa dobrim, ne med resnico pa dobrim. Ne, sem povedal, da je nekaj je VR, nekaj pa ni VR. Se pravi, nekaj je resnica, nekaj je navidezna. Veš, kako bi mi ti mogel reči? Ti bi mi mogel reči, ti si zdaj v VR-ju, jaz bom zdaj probal tvoj argument izboljšati. Ti bi mogel meni reči, ti si zdaj v VR-ju in jaz vem, da ti v resnici ful trpiš. Okay. Zdaj pa, a te bolj zanima, da je ta moj claim resničen, ali da ti ostaneš v VR-ju? Ker to je v bistvu ta Matrix problem, a on gre ven, ali ostane noter. In tukaj so, mislim, da oni, ne vem, če si gledal, ampak zraven Matrixa je prišla eni dodatki so bili, kjer so se s filozofi pogovarjali. In tam so oni interpretirali to sceno, da tukaj se pokaže ta inherentna želja ljudi, da vejo, kaj je res. Zato bi večina rekla, povej mi, a je to res, kar jaz zdaj doživljam, a je to res fake. Se pravi, a je to res zlagano. Tudi, če se imam jaz ful dober, je želja po resnici je
večja. Samo ne toliko velika, da boš šel v najmočnejše trpljenje. To je moj point. Ker ti lahko rečeš, če ti ne daš nobenih žetonov na mizo, pa mi dva igrava poker, je to brez veze. Zato sem jaz dal žetone noter v to igro. Ti, če hočeš, ti imaš tako na izbiro resnico ali trpljenje do konca življenja. Ni vprašanje, a hočeš vedeti resnico, pa ne boš to izgubil. Ne, jaz mislim tukaj, kaj bom jaz s tem pridobil s to informacijo, da jaz trpim. A veš, mislim, tukaj so zdaj te žetoni na mizi. Bil boš v resnici, v čem? Ja, ne boš v VR-ju. Ja, ampak... Manj boš zaslepljen. In moj claim je, da bi vsak zbral. To je samo, Klemen, ampak to si ti zdaj ti si postavil zdaj tak primer si postavil, v katerem je boljš, da ne trpiš. Pa se jaz s tabo strinjam. Vedno je boljš. Ne. So tudi primeri, ki ti jaz lahko kontra rečem. Ti si zdaj najdel en primer, kjer je boljš, da ne zveš te resnice. Boljš je zate. Boljš, dobro, slabo. Ja, tako, kle si preferiral dobro. Tako. Jaz sem ti pa tudi dal prej kontra, sem ti pa rekel, veliko ljudi bi v svojih razmerih radi 100% vedeli, če jih partner vala, kljub temu, da se imajo oni zdaj ful dober. In to, da bojo oni izvedeli, jih lahko čist prizadane in bojo samomor zaradi tega naredili. Tik pred samomorom bi jih mogel še enkrat vprašati. Zato, ker prej sem ti govoril, da ta argument lahko pade zaradi ignoranca. In tukaj bi se isto lahko zgodil. Ne. Isto bi se lahko zgodil. Jaz sem ti dal primer. Jaz ti bom dal. Zdaj boš 1 sekundo trpel, kolikor je možno. Čak, ok, si videl? Imam informacijo. Okay. Zdaj ti pa dam užitek. Zdaj imaš ti vse informacije. Vse informacije imaš. In pol se moš ti izbrati. To, da ti meni rečeš, ljudje lahko tudi napake naredijo v odločitvah in je potem žal za njih. A veš kaj? In tukaj lahko ta argument pade, ker si ti rekel, če bi 100 ljudi vprašal, a hoče resnico. Ja, seveda. Radovednost, malte, a veš. Tako. Ja, ampak to ne pomeni, da ne bi pol obžaloval tega. Seveda, da ne. Zato preferiral bi dobro. Preferiral bi manj trpljenja. In bi mogoče bili celo pripravljeni vrniti to resnico. Bi šli v časovni stroj nazaj, si zbrisali spomin. Seveda, zato pa imaš pol ti ta rek, ignoranca je blagoslov, ne? Ampak komu boš bolj verjel? Unka ima več informacij, ki je šel že čez izkušnjo, pa se lahko še enkrat odloči, ali taka ga ti vprašaš, preden bo imel to izkušnjo. Unka ima več informacij, to bi tudi ti zagovarjal. Z boljšimi informacijami se lahko boljše odločaš. Ja, zato ti je bolj pomembna resnica. Ne, zato bi ljudje, ki so tik pred samomorom, zaradi tega, ker so zvedeli, da jih je varil partner, bi se odločili, vrnili nazaj. Joj, bože, tega nikoli ne bi zvedel. Ja, in zbrisal si spomin. Ker te je pripeljal do samomora, Andrej. Ja, čisto razumem, kaj govoriš. Te imajo več informacij, kot oni prej. Ampak jaz mislim, da na podlagi tega primera ne moreš tega ekstrapolirati na vse primere, kjer bi potem dobro postavil v tej vrednosti nad resnico. Jaz mislim v vseh. Mogoče kdaj polinkan, tako kot se mi zdi, da je pri te polinkan. Zato, ker ti rečeš to, da ti zagovarjaš recimo materializem pa znanstveni način, tebi daja neke ne bom rekel užitke, ampak neke pozitivne stvari. Zato si se odločil za to. Zakaj se ti ne odločiš zdaj, da si čist duhoven? Zato, ker bi ti nek pain povzročal. Ne vem, ali pa... ker bi mislil bi, da živiš v neresnici. Ne vem. No, in spet si se ti odločil za to resnico zaradi dobrega, slabega. Ne zaradi resnice same po sebi. To iskanje te resnice ti da nekaj dobrega. Lahko ti da tudi nekaj slabega. Ja, ampak v večini primerov ti da nekaj dobrega, to sem hotel reči. Zato, ker narediš eksperiment, pa rečeš, a bo ta vžigalnik padel in ko pade, je ti boljš, da ti verjameš, da bo padel. Če greš pa nekaj raziskovati, kar bo na koncu pomenil, da boš na slabšem, a ne? Bo pa isto lahko zagovarjava, da boš pa zaradi tega ugotovil nekaj slabega, kar bo negativno na tebe vplivalo.